Prav lepo vas pozdravljam po ogledu filma Nečista kri. V uvodu pred ogledom filma sem omenila že, da je režiserka filma Švedinja, da je zelo mlada, stara je 32 let, Amanda Kernel. Nisem omenila še enega dejstva, in sicer, da je ona po očetu samika. Torej, film, ki smo si ga pogledali, ni film, ki bi ga posnel nekdo o nekom drugem, ampak je na nek način tudi film nekoga, ki od znotraj zelo dobro pozna stvar in poskuša marsikaj povedati. In tukaj zelo lepo pozdravljam našo današnjo gostjo, gospo Uršulo Lipovec-Čebron, ki jo najbrž poznate iz medijev, iz njenega dela. Je profesorica na Filozofski fakulteti na oddelku za etnologijo, kjer predava etnologijo Ameriki in antropologijo medicine, in je prijazno sprejela povabilo, da po ogledu tega filma, v katerem verjamem, da smo vsi skupaj zvedeli precej novega o Evropi, o severu Evrope, pa tudi o nas samih, govori z nami. Uršula, za začetek bi vas kot antropologinjo vprašala prav to, kako vi razumete ta film. Na nek način, kot sem rekla, je to film od znotraj. Hvala, lep pozdrav vsem. Jaz sem vesela, da sem danes med vami. Mene, tako kot verjetno tudi vas, je ta film precej pretresel, v bistvu na več nivojih, in sem na nek način hvaležna, da lahko o tem debatiramo skupaj. Ta pogled od znotraj se mi zdi izjemno pomemben. Dolga leta, recimo, smo antropologi opisovali ta ljudstva, ne samo sami, ampak vse druga, torej neevropska ljudstva, od zunaj. Prihajali smo k njim, jih popisovali, jih snemali, pri tem oni niso imeli nobene možnosti, da bi povedali kaj o sebi. Ta perspektiva, da ti o nekom drugem govoriš večno od zunaj, da oni sami nimajo glasu, je presežena. Zato se mi zdi tako dobro, da je ona režiserka, hkrati samika in hkrati ženska, ne? V bistvu, to je film režiserke, ženske, ki pove zgodbo o ženski. Tudi tukaj je z tega stališča ta film meni izjemno blizu. Pa tudi nekaj, ne? Pogosto v Sloveniji razmišljamo o skandinavskih državah kot o nečem idealnem, kot o prostoru vzora, medtem ko pogosto pozabljamo na precej težko preteklost, sploh Švedska ima težko preteklost, in tukaj se kaže tudi pri samih, kako v bistvu je ta rasistična asimilacijska politika do tega ljudstva dolga leta bila ključna, zato so v bistvu se zdesetkali, da so v bistvu pravzaprav izgubljali svoj jaz, svojo kulturo. Toliko za zdaj. Ja. Mogoče še ta dilema iz začetka filma. V izvirniku je pač naslov filma Sami blod, Sami blud. Kot sem že rekla prej v uvodu, ponekod so ta naslov filma prevajali Japonska kri, pri nas dovolj nevtralen naslov Nečista kri, ampak ta dilema, ki jo po ogledu filma sicer že nekako slutimo oziroma razumemo, ta dilema Sami Laponci. Ja, to je, hvala za to istočnico. Glejte, jaz mislim, da mnogi od nas, ki se pač nismo ukvarjali aktivno z sami, smo verjetno mislili, da so to Laponci, ne? In smo se v bistvu zelo motili, zato ker s tem, ko rečemo Laponci, uporabljamo izraz, ki je bil dan njim od zunaj, spet isto. Torej, drugi so njih imenovali. S tem, ko rečemo Laponci, uporabljamo izraz, ki je izrazito negativen, izrazito slabšalen za te ljudi. Njihov pravi izraz je sami, oziroma sampi, sami, v bistvu sami. Ne? In to je zelo podobno kot pri Eskimih pa Inuitih. Ne? Eskimi je slabšalni izraz, pravilen njihov izraz je Inuiti. Takih primerov imamo ogromno. Recimo, sama sem živela med staroselci Mapuche na jugu Čila in Argentine, in oni so bili stoletja imenovani za Araukance. Arauko pomeni umazana voda, torej
imenovani so bili umazana voda. Njihovo pravo ime pa je Mapuche, torej ljudje zemlje. Zelo pogosto v Sloveniji, še vedno, pa tudi drugod po Evropi, uporabljamo take neprimerne izraze, ne? Kot če bi recimo za nas uporabljali izraz ščavi. Ne, Slovani, Zlavi, kot Italijani pogosto rečejo še zdaj, ampak predvsem v preteklosti, Slovencem oziroma Slovanom. Ne. Tako da jaz mislim, da ravno na tem prostoru, kjer smo bili sami mi imenovani tako slabšalno, si moramo prizadevati za to, da res uporabimo čim bolj točen izraz, ki ga sami oni uporabljajo zase. Zdaj, mogoče še malo iz ozadja filma. Režiserka je ob premieri, ob projekcijah, ob številnih nagradah, ki jih je prejela za ta film, vedno izpostavljala to, da sama je nekako prihaja od znotraj in da je ta film delno avtobiografski, da je to zgodba njene babice, ki se je odločila, da pač zapusti to skupnost in zaživi drugačno življenje. Mogoče povem samo še to, da glavni igralki sta v resnici sestri, nista Švedini, ne spadata v skupnost švedskih Samijev, ampak v skupnost norveških Samijev, ki je tudi precej številčnejša, in režiserka je večkrat povedala, kako zelo zadovoljna je bila na koncu, ko je našla obe glavni igralki, v resnici sestri, ki govorita jezik, ki ima ta pravi odnos do živali, ker je vse to za film seveda zelo pomembno. Pa mogoče Uršula, geografsko ljudstvo Samijev, kje živijo, mogoče tudi ta... Ja, tako je. Hvala. Ja, v bistvu tako, ne, lahko bi rekli, da Sami so staroselci Evrope, iz severa Skandinavije, pa tudi Rusije, ne. Danes jih živi nekako, če pogledam po teh uradnih statistikah, 35,000 približno na Norveškem, 17,000 na Švedskem, okoli 5,700 na Finskem in 2,000 v Rusiji. Torej, zelo nizke številke, ne. Moram tukaj takoj opozoriti, da danes iz filma tega nismo dobili, tega občutka, tega znanja. Danes samo 2,000 Samijev živi na Švedskem še vedno po nekem tradicionalnem načinu življenja, samo 2,000. Torej 2,000 se jih še vedno ukvarja z vzrejo severnih jelenov in vsi ostali pa so pravzaprav razpršeni po Švedski in živijo dostikrat od obrti, tudi od drugih, tudi recimo s turizmom se ukvarjajo zelo pogosto, pa z ribolovom. Skratka, to, tega, kar nam film ni dal, je ta sodobna perspektiva, kako oni zdaj živijo. Ne. Mogoče sem malce zamerila filmu, da nam je dal občutek, da so še vedno v teh šotorih. Ne. Oni sami so bili tradicionalno, če smem tako reči, nomadi oziroma seminomadi. Niso bili zgolj nomadi. Torej, del časa so, predvsem torej od poletja, od pomladi, poletja do zgodnje jeseni, se predvsem premikali za severnimi jeleni. Ne? Potem so pa v bistvu v zimskem času živeli v hišah oziroma v takih kočah. Torej, to, kar vidimo, šotori, gre predvsem za čas pomladi, poletja, jeseni. In tudi danes živijo v teh šotorih, predvsem v tem času, oziroma zgolj, kot sem že rekla, 20 ljudi, približno 20 ljudi na Švedskem. Velik problem je s statistikami, kot vedno, ne? Kdo je Sami, kdo ni Sami. Ne? Tukaj so mnoge težave. Torej, kako vedeti, da je nekdo Sami? Zato, ker se sam tako počuti, zato, ker ima oba starša Samija, zato, ker ima ta način življenja. Skratka, tukaj težko dobimo jasne statistike, kdo je staroselci in kdo ni. Ne? Mogoče bi še to povedala, kar tudi mogoče v filmu malce manjka, in sicer, da na nek način je zgodba Samijev dosti bolj optimistična od zgodb mnogih drugih staroselcev. Zakaj? Zato, ker so v bistvu nekako že v 50., 60., 70. letih prejšnjega stoletja dobili možnost preko zakonodaje, da začnejo uporabljati svojo zemljo, da začnejo v bistvu razpolagati z viri
in da pravzaprav so bili na ta način zaščiteni. Ne? Tudi v bistvu samo življenje Samijev je bilo do neke mere podprto strani recimo Švedske, potem tudi Norveške. To je dober del, ne, vsega skupaj, tudi recimo jojk, to petje, ki ga slišite, ne, je ritualno petje, namenjeno običajno neki osebi ali pa živali oziroma neki pokrajini, da ne zapade spominu, ne, torej, da se ga lahko spominjamo preko jojkov. In ravno ti jojki so bili v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja vključeni v peti v sodobno švedsko etno glasbo, postali so del v bistvu švedske nacionalne kulture. Ne? Tako da marsikaj iz njihovi kulturni elementi so bili potem kasneje priznani in vpeti. To je dobra stran. Slaba stran pa je to, kar sem tudi sama, zdaj ko sem se malo pripravljala na ta pogovor, ugotovila. Eno družino, ki je več let živela na Švedskem, tudi otroci so hodili v vrtec, šolo, sem vprašala, če kaj vejo o Samih. Najprej sploh niso vedeli, o kom govorim, in pa so nekaj Laponci, in so rekli, Laponci, pač oni se ukvarjajo s severnimi jeleni. To so rekli, ne. Torej, leta življenja tam jim niso prinesla nobene ključne informacije o njihovem načinu življenja in to baje velja, potem kar vemo iz virov, tudi za druge Švede, da zelo pogosto ohranjajo Samije na ravni nekega stereotipa, egzotike in zelo malo vejo o njih. Čeprav bi po zakonodaji mogli se recimo učiti kulture in jezika Samijev, je to bolj na ravni enega dekorja, ne zares. Tako da ta distanca, kulturna distanca ostaja. Torej, Sami imajo več moči, več vloge, recimo tudi imajo svoj lasten parlament in 8 strank, tako da imajo moč. Imajo tudi v bistvu neko priznanje. Ampak ne morem pa reči, da niso še vedno neke vrste drugorazredni. No, film je še marsikaj več, ne, kot samo pač slika življenja Samijev. Film je zagotovo tudi zgodba o dveh sestrah, o njunem odnosu, zgodba o odraščanju v neki drugačni skupnosti ali pa sploh zgodba o odraščanju, o prvi ljubezni, vse to pač, kar doživlja Kristina oziroma Ele-Marja. Pokaže pa pravzaprav lepo dilemo, o kateri režiserka govori in pravi, da je to dilema vsakega samica oziroma vsake samijske družine. In to sta zdaj ta dva načina vstopa v življenje, ta dva različna načina, ki ju ubereta obe sestri. Ja, in to je krasno prikazano, ne. V bistvu tukaj v resnici je zelo pomembno, po mojem, saj jaz sem to tako brala, no, da pravzaprav ena se zadovolji s tem, da ohranja, da je nadaljevalka neke tradicije, neke skupnosti, druga pa je, dajmo reči, bolj radovedna, želi več, ne želi ostati, kot pravi, cirkuška žival, ne. To je močna fraza, ki jo izreče, ne želi ostati drugorazredna ali pa tretjerazredna državljanka, vedno znova v bistvu izključena, ne. Sej, poglejte, ravno tistih prizorih, ko ona vedno naleti na tako diskriminacijo, tako posmehovanje strani tistih fantov, ki so bili pred šolo, ne. Kako v bistvu ne zdrži več te neprestane tretjerazrednosti, te neprestane v bistvu insinuacije, da je na ravni neke nižje razvite osebe, ne. Tukaj se tako zelo močno to kaže in režiserka zna krasno to upodobiti, ne. Tudi ena stvar, ki je mogoče manj znana, če smem, ta rasni vidiki, mene so tako zelo zaboleli, no, ko smo gledali, verjetno se spomnite tega prizora, ko jim mirijo lobanjo, ko jim mirijo čeljust, ko v bistvu se mora sleči, ne, pred vsemi. In to točno kaže to, kar smo videli. V bistvu sem šla prav pogledati za ta pogovor preteklost, ne. Tukaj gre, kot antropologinja imam takoj občutek krivde, zato ker gre za fizično antropologijo, ne. To je klasičen primer fizične antropologije. Torej, če gremo nazaj, moramo vedeti, da sama ideja
germanske rase kot superiorne ne izhaja od nacistov. Ne? Torej ne gre za to, da bi pač nacisti se pravzaprav odkrili to zadevo, ampak je bila že veliko prej. Nastala je točno, oziroma se je na nek način razvijala z vplivom nemških raziskovalcev na skandinavske raziskovalce. Ne? In to je čas 1830-1840, ko so v bistvu znotraj tega romantičnega nacionalizma različni narodi iskali v bistvu svoje korenine. Hoteli so dokazovati, da so posebni. Ne? In v tem dokazovanju so šli skandinavski raziskovalci zelo daleč. Mnogi lingvisti so dokazovali, da so v bistvu njihovi jeziki drugačni, pa tudi recimo raziskovalci anatomije so takoj z določenimi raziskavami okosti dokazovali razlike. Ne? In tukaj jaz mislim, da pri tem filmu želimo biti na nekoga jezni. Ne? Kako je to mogoče? In človek, na katerega smo lahko jezni, je absolutno nekdo, ki vam bom takoj povedala, kdo je to. Anders Retzius. Anders Retzius, ta človek je odkril oziroma izumil cefalični indeks. Mogoče kdo od vas ve, kaj je to? Cefalični indeks je pravzaprav meritev relativne razlike med dolžino in širino lobanje. Retzius je dokazoval, in to je bilo potem splošno sprejeto konec 19. in začetku 20. stoletja, da torej te mire dolžine in širine lobanje ter s tem možganov, ne, so lahko osnova za klasifikacijo razvoja človeških mentalnih sposobnosti. On je trdil, da imajo različni narodi različne oblike lobanj. Ne. In on je predlagal ta indeks, cefalični indeks, kot osnovo za merjenje mentalnih sposobnosti etničnih skupin. Ne. In zdaj dokazoval je Retzius, da imajo sami krajšo lobanjo. Ker imajo krajšo lobanjo, so manj razviti mentalno. Torej niso sposobni. Ne? In takoj na to, kdo pa je tisti, ki je razvit, kdo je tisti, ki je sposoben? Germani. Dokazoval je, da so v bistvu sami staroselci, ki so leta živeli, tisočletja, že v kameni dobi živeli na tem področju, na kar so prišli Germani in so v bistvu njim posredovali znanje, tehnologijo iz tega časa. Torej, in zakaj? Zato, ker po njegovem mnenju, ker imajo lobanje, ki so daljše. Ne? In to je potem to je zelo pomembna osnova za tudi kasnejše germanske raziskovalce, nemške raziskovalce. Še nekdo je zelo pomemben tukaj, norveški antropolog, fizični antropolog Arbo. On je delal točno to, kar so delali v bistvu Mari v filmu. Ne? Miruje dolžino obraza, širino ličnic, čeljusti, telesno višino, barvo las in oči in seveda cefalični indeks. In on pravi, ne, da so rjavooki, temnolasi ljudje s krajšo lobanjo, potomci kamenodobnih prebivalcev, ne, ki niso razviti, ne, dovolj, medtem ko modrooki, svetlolasi pa potomci železnodobnih germanskih priseljencev, ki so v bistvu tem ljudem prinesli inovacije, ki jih sami niso bili sposobni odkriti. Še en človek je tukaj bil zelo pomemben, Hansen. On je rekel, ne, da v bistvu on je sam je videl kot neke vrste škrate, pretlikavce, ne, se tudi vidite v filmu, ne, kako nižji so, ne, od ostalih Švedov. No in Hansen je pa v bistvu te teorije obrnil na glavo. Rekel je, ni res. Oni so nobeni staroselci, oni so v srednjem veku prišli iz Bližnjega vzhoda in Germani so dosti bolj upravičeni do naziva staroselci. Ne? Zakaj je to rekel? Zato, ker so imeli takrat Švedi interes, da bi v bistvu zemljo, kjer so živeli sami, pravzaprav si prilastili. Če bi oni rekli sami, da so staroselci, bi potem mogli tudi dati njim pravico do zemlje. Tako pa so v bistvu ovrgli te pretekle teorije in rekli, da so v bistvu to pravzaprav prišleki. Ne. Tako da tukaj imamo te
osnove rasne antropologije, ne, ki ima tudi vse te, ima noter evgeniko, ne, torej evgenično razsežnost, torej idejo, ne, ki je potem kasneje postala zelo pomembna in med drugo svetovno vojno ključna, da v bistvu idejo, da so zaradi modernosti na nek način te naravne selekcije medčloveških vrst, ras, ošibljene. In torej, da moramo z neko intervencijo, z nekim posegom, ne, ki se je konec koncev pokazal v Auschwitzu, ne, intervenirati in v bistvu zagotoviti, da bo ta bolj sposobna bela rasa, torej ali pa germanska rasa, se ohranila in v bistvu na nek način prispevala k superiornosti, k višjemu razvoju. Tukaj je v bistvu v tem filmu je ključ za razumevanje teh zadev, ki so danes žal, mislim, ne moramo nikako reči, da smo jih presegli, ker so še vedno, oziroma so danes spet take ideje v vzponu, ne. Ja, toliko. Zdaj, režiserka je, da bi prispevala k tej avtentičnosti dogajanja, sploh tega dela filma je v 30 letih uporabila vse te originalne predmete, tako da to, kar smo videli v filmu, to so vse originalni predmeti, ampak v bistvu sem pa želela, potem bom pa dala besedo vam, v bistvu sem pa želela malo aktualizirati pač to temo, ne, ki ste jo načeli. Najbrž marsikomu ob ogledu filma se takoj naredi neka vzporednica, vsej meni se je naredila vzporednica na Primorsko v 20-30 letih, morda ne ravno evgenika in te metode, ampak vsekakor uporaba nematernega jezika v šolah, spreminjanje imen, žaljenja, pač ta neka dvojnost, drugorazrednost. Pa v naslednjem hipu pa ne moremo, da ne bi pogledali tudi vase, ne moremo ostati samo na severu Evrope, tudi v sodobni Sloveniji ob nas Slovencih živijo Romi, Cigani in tudi tukaj oni hodijo v šole, kjer jih nekako integriramo, učimo slovenskega jezika. Ja, jaz mislim, da je vedno dobro uporabiti pogled, ta eksotični drugi, kot se nam kažejo sami, ne, je vedno dobro ugotoviti, kot si omenila in se mi zdi zelo smiselna primerjava s tem, da na nek način razmišljamo o tem, kdo so za nas eksotični drugi, kdo jih, v bistvu, kaj delamo v Sloveniji, recimo, koga postavljamo za drugo ali pa tretjerazrednega državljana, ne. Recimo, nedavno sem dobila informacije iz zanesljivega vira, da pogosto, recimo, ko prihajajo v slovenske šole, recimo otroci albanskih staršev, ne, albansko govoreči otroci, zato ker ne poznajo ne znajo dovolj hitro jezika, jih pogosto dajo v šole s posebnim programom, ne. To ne pomeni, da so oni manj inteligentni, to samo pomeni, da v bistvu nimajo dovolj znanja slovenščine in očitno nima dovolj pogosto, ne pravim za vse šole, ampak za nekatere šole gotovo to velja, nimamo dovolj dobrih metod učinkovitih, da bi jih v bistvu hitro lahko vključili. Velika težava je, ne, ker je vsak izobraževalni sistem pravzaprav podaljšek državne ideologije, ne. In če je tudi v Sloveniji predvsem nacionalistična ideologija, ki jo na nek način slovenski šolski sistem vse eno do neke mere povzema, je to lahko problem, ne. Problem, do katere mere v bistvu se mi odpiramo za neke druge jezike, druge kulture, do katere mere so recimo učenci, ki prihajajo iz drugih etničnih skupin, res enakovredni v tem procesu. Recimo, jaz se spomnim svojega otroštva v Kopru, kjer sem imela v razredu, smo imeli pač Italijane, pač Bošnjake, Srbe, Hrvate, Črnogorce, ampak vsi skupaj so bili imenovani za Bosance. Ne? Torej, oni niso v vseh 8 letih, nismo enkrat slišali, da mislim, odkot so njihovi starši, nismo sploh se nikoli o tem pogovarjali, nikoli v bistvu niso imeli možnosti, da bi v svojem jeziku kaj povedali. Verjamem, da danes ni
tako, ne, da danes kakorkoli že učitelji in učiteljice poskušajo se tudi v bistvu odpreti tej dimenziji, ampak ne velja to za vse. Ne. Recimo ravno Romi, ne, Romi so točno ta primer, ne, kot si dobro rekla, cigani Romi, mislim, še vedno danes rečemo cigani. Tudi, če se oni sami imenujejo cigani, večinoma se imenujejo Romi ali pa Sinti, ne, odvisno od kod so, ne. Malo vemo o njih, dajmo jih v isti koš, vse. Podobno tudi recimo, če razmišljamo o Albancih, ne, pa sej Albanci, ki so tukaj, so lahko iz Kosova, Makedonije, lahko so iz Albanije, kaj mi vemo o njih zares? Mislim, tukaj imamo veliko takih različnih drugih, ki jih v bistvu ne slišimo, ne vidimo in oni se delajo, da so nevidni, ne, zelo pogosto. Tako da, mislim, da je dobro ugotoviti, kdo so naši sami. Ja, zdaj pa lepo prosim vprašanja, mnenja, kako ste film videli, mogoče še kakšna iztočnica za Uršulo. Izvolite. Ja, izvolite. Dokdaj so se izvajale oziroma so bile dopuščene te meritve lobanje, recimo konkretno na Švedskem oziroma med sami? Nisem to v bistvu na to vprašanje nimam čisto točnega odgovora, zagotovo še v 30-40 letih, ne. Torej, lahko samo rečem, da fizična antropologija v tem smislu, rasistična fizična antropologija je bila po drugi svetovni vojni večinoma opuščena. To pa ne pomeni, da so jo opustili vsi in vseh delih sveta, ne. Še vedno najdemo te elemente ponekod, no. Mi recimo prav na Ljubljanski univerzi, na našem oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo smo scela zavrnili že leta nazaj v bistvu tako dojemanje, torej preko fizične antropologije, ki bi rasizirala, ki bi v bistvu dojemala ljudi skozi take biološko-rasne v bistvu kategorije, ne. Ampak to še ne pomeni, da recimo je vsa fizična antropologija danes nesmiselna, ne. Zelo se je preoblikovala, spremenila se je, ne, in danes pravzaprav vsi vemo, oziroma sami naravoslovci so to potrdili, da ideja rase je zelo problematična, ne. Naravoslovci, genetiki, tudi antropologi so skupaj že pred leti sklenili, da v bistvu človeška rasa je samo ena, da ras pravzaprav ni. Rase so iluzija, ne? Ker če pomislimo na razlike med eno in drugo raso, biološke razlike so absolutno minimalne, ne? Seveda so zelo vidne navzven, ampak če razmišljamo prav o fizičnih razlikah, so izjemno male, ne? Tako da v bistvu scela smo kot raziskovalci zavrnili kategorijo rase in smo rekli, da v bistvu je človeška rasa ena. To je bila ugotovitev, ki je stara že desetletja, čeprav danes se še vedno govori o rasah, celo v slovenski ustavi imamo še vedno rase. Tako da jaz bi mogoče začela s tem, da nehamo sploh govoriti o rasah, o različnih rasah, ampak poskušamo iti onstran tega. Čeprav je to težko, ker smo verjetno se vsi šli skozi ta šolski proces, kjer so nam govorili o rasah. In pol rasah. In pol rasah. Ja. Vse to me zanima, ne? Ta izraz sami oziroma Laponci, ne? Mi pač dejansko uporabljamo večkrat Laponci, ampak ta po mojem vedenju izhaja iz, bi rekla, oznake tega teritorija, ki živijo na Švedskem, Lapland, ne? Tako, ampak v bistvu ravno to je problem, ne? Oni niso sami izbrali tega izraza, ne? Ravno to je bistveno. Če se sami imenujejo kot Laponci, se ne. Torej, ne? Če jih spoštujemo, potem bomo uporabili izraz, ki ga sami zase uporabljajo. Kot bi mi želeli zase. Ja, jaz bi se vnovič samo zahvalil za tako čudovit film. In pa predvsem zato, da menim, da ne bi moški režiser verjetno tako subtilno rešil vse te zapletene problematike, kot je ta v svojem prvencu. Ne? Tako da je res čudovito.
Pa tudi hvala za ves ta strokovni uvod, ne. Bi pa postavil eno vprašanje, ne, ki me zanima, ko pravite, vsi smo ena rasa, ne. To je zelo blizu temu, ne, da pač ljubi svojega bližnjega kot samega sebe, ne, skoraj. In če to spoznaš, ne, potem praktično lahko tudi v drugem vidiš isto raso, ne. Kako, na primer, sodobna antropologija pristopa k temu, ne, ker vidimo, da nacionalne države so še vedno zelo močne, danes so nacionalizmi v porastu, ne. Očitno je to ločevanje neka nuja, ne, neka eksistenčna nuja, in pa še nekaj me zanima, to vprašanje etnij, ne, v Evropi jih zelo spodbujajo, da se prepoznavajo, da ohranjajo svojo identiteto in na norveškem Oslu imajo sami zelo lep muzejsko hišo, ne, kjer smo to lahko videli, kako jih malo eksotično pokažejo, ampak vendar dajo neko noto, ne, kot prebivalce Norveške oziroma tega severnega dela Evrope, ne. Mi, na primer, nasprotno za naše Rome ali pa Cigane ne naredimo tega, ne. Dobro, oni niso v muzeju, ne, živijo med nami. Ja, hvala za ta krasno vprašanje. Jaz upam, da bom lahko dovolj poglobljeno odgovorila. Torej, jaz mislim, da v resnici tisto, kar je za vsako skupino značilno, pa če je to etnična ali pa kakšna druga skupina, je, da se v bistvu sama vzpostavi v odnosu do druge skupine. Torej, da se zavemo, da smo skupina, tako da se ločimo od drugih. In to je nek proces, ki ga poznamo že iz otroštva, poznamo jih iz kateregakoli, iz psihologije skupin, ne. To je, s tem nič narobe. Torej, mi smo, ne vem, obiskovalci kina dvora, ti pa niso, ne. To je neka stvar, ki se nam dogaja avtomatično in ki jo ne moremo preprečiti. Vprašanje pa je, zakaj se moramo hierarhizirati, zakaj moramo mi se počutiti več vredne od tistih zunanjih, mi kot obiskovalci kino dvora smo zdaj superiorni, več vredni, bolj pametni od teh, ki so zunaj. Tukaj je vprašanje, ne, zakaj to potrebujemo. Zanimivo je, jaz sem precej se ukvarjala s severnoameriškimi staroselci prav glede tega vprašanja in sem ugotovila, da dostikrat se niso hierarhizirali, to, da so v bistvu dojemali drugega kot precej nepodobne, ampak enakovredne, ne, torej, da so enaki, ne, torej, da se niso šli te igre superiornosti, ki se jo gremo mi ves čas v Evropi, ne, in na Zahodu nasploh, ne. V bistvu ne, staroselci, ameriški staroselci, med njimi, njihova v bistvu skupnosti, ne, oni se niso, preden v bistvu tudi že, ko je bila kolonizacija, ne, se niso iz teh virov, ki jih imamo, se niso želeli počutiti več vredne eni od drugih, ne vedno, ampak v nekaterih primerih imamo te dobre prakse, bi danes lahko rekli. In druga stvar, ne, to glede identitete, ne, to je ena težka, v bistvu težka tema, kaj je sploh identiteta, ne bi vas rada s tem morila preveč, ampak jaz mislim, da je tudi recimo pri samih, ne, danes, kot ste omenili, ne, oni se kažejo navzven z svojimi oblačili, ne, tukaj smo zelo videli. Jezik so jim vzeli, recimo neke elemente kulturne, spanje skupaj in tako dalje so jim vzeli, držanje za roko, ampak oblek jim niso vzeli. To mi je zanimivo, ne, zakaj so obleke pustili, ne, dostikrat bi tudi obleke vzeli, tukaj ne, zato, ker so nekaj hoteli verjetno, tako si mislim, ohraniti to označbo, ta je drugačen, ne, ta je v bistvu sami, ne, in tudi ona je Ele Marija, ko je postala Kristina, se je oblekla v drugo obleko in postala Švedinja, oziroma hotela postati Švedinja. Tukaj ta obleka je močen element pri vsem skupaj. Zdaj, jaz mislim, da ko govorimo o drugih etničnih skupnostih tukaj v Sloveniji, je po mojem pomenu, da oni povejo, kako bi oni želeli, kaj bi oni želeli, na kakšen način bi se želeli predstavljati. Ker če bi mi njim, ne vem, odprli neko hišo, romsko hišo, bi bilo spet ista zgodba, ne, mi njim, ne pa oni, nam in sami sebi. Tako. Ja, izvolite.
Meni se je pa ta Ele Marija zdela tako pogumna, ne? Pa vendar na koncu, ne, ko gre k mrtvi sestri jo poljubiti in jo prositi odpuščanja, se mi je pa tudi zdelo tako simbolno to dejanje, pravzaprav ni dalo čist miru, ne, da je ona šla in pustila svoje tam, živela več kot 50 let, 60, 70, ne vem, koliko je stara, recimo ta gospa, proti 80, 75, 80, ko bi ocenila. In tako se mi je zdelo tako nekak lep zaključek filma, no, kakorkoli. Ja. To brisanje identitete stane, ne, zelo stane. Pri njej je stalo verjetno ogromno. Tukaj se je videlo to v bistvu na teh njenih izjemno agresivnih reakcijah, ko nikakor ni hotela v bistvu pristopiti, ne. To je zelo, po mojem, huda travma. In tudi po mojem, mogoče je ravno ta travma tega brisanja prispevala k temu, da je režiserka se lotila tega filma, ne. Kot vemo, se travme družinsko posredujejo, ne. Zdaj, mogoče še to, no, nekako sem razmišljala o tem, da pogosto so, ko so avtorji različni pisali o samih, so samije opisovali kot izjemno promiskuitetne in samike, ženske so opisovali kot izrazite možače. To je paslo k temu zunanjemu pogledu, k tem projekcijam Švedov pa drugih evropskih raziskovalcev na samije, ne. In mogoče tukaj mi je zanimivo, da kljub temu, da je režiserka izjemno subtilno pokazala vse te različne dimenzije Ele Marije, je pa tukaj, se mi pa zdi, da mogoče je malo ohranila stereotip. Ona je, kot vidite, bila ne vem, kazala se je kot precej seksualno odprta, ne? Kot nekdo, ki nima nobenih težav s tem, in hkrati kot nekdo, ki je izrazito spada v to zelo problematično kategorijo možače. Torej, osebe, ne, ki, torej ona nosi nož, ona zakole žival, ona si upa stvari, ki jih drugi si ne bi, ne. In poudarjam, tu se mi zdi problem v tem, da je mogoče povzela neke stereotipe v zvezi sami, ker mnogokrat so dokazovali precej rasistično, da so sami, da so ženske precej podobne moškim in da nimajo nobene ženskosti, kar ni res, imajo drugačno ženskost, nimajo te pač, dajmo reči, germanske ideje, razlike moških pa žensk ali pa recimo srednjeevropske ali pa katoliške, ne. Obenem pa ta promiskuitetnost mi je, mislim, se ona ni bila promiskuitetna, ampak bila je v bistvu seksualno odprta. In to je tisto, kar se običajno tako vidijo Evropejci eksotične druge, ne. Recimo staroselcem so vedno očitali ameriškim, da so izjemno seksualno odprti, Afričanom, se veste, ves čas očitajo neko izjemno seksualno odprtost, Romom tudi in tako dalje. Samo ta del mogoče bi hotela režiserko vprašati, zakaj je točno na to dvoje šla, no. Ja, jaz bi se strinjala z vami, ne, ker tukaj tudi, če bi kritiško zdaj iskali, kje je kakšna šibkost filma, ne, ker kritiki to pač počnemo, no, bi jo najbrž najdli ravno v tem. Pa ne, da to filmu jemlje dragocenost, ker je film v samijskem jeziku, kar je nekaj izjemnega, ker je film s tem notranjim pogledom in s tem velikim vprašanjem, s temo, ki je ne poznamo, ampak mogoče ravno to, ne, ko pa drugič pogledaš film, pa vidiš neko to idealizacijo tega življenja, vendarle, a ne, režiserka je tukaj kritična do Švedov v 30 letih, kritična do tega zanikanja samijskih korenin, ampak skupnost od znotraj pa v 30 letih ali pa tudi zdaj ob vrnitvi Kristine nazaj pokaže pa zelo idealizirano, a ne. Tako. Kot je bila v bistvu na nek način zamrznjena v realnosti.
znanosti. Ne? To je tisto, kar vedno, ko študente vprašam na začetku, kako vidite ameriške staroseljce. In oni rečejo, a Indijance misliš? In se reče, ja, ameriške staroseljce. In rečejo, ja, v šotorih živijo. Ne? Tako enako, ne, mi vidimo njih, ki nekje tam so v nekih šotorih in so oblečeni eksotično. Ne? Sicer vidimo štirikolesne motorje, ne vidimo pa recimo, da oni švigajo okoli štirikolesni motorji. Ampak, to je mogoče en redkih zdrsov v filmu, ampak vse ostalo pa se mi zdi izjemno. No. Tako, kot rečeno, kot se že omenila, pač in jezik, in ta subtilnost, in v bistvu cela ta zgodba, kjer v bistvu ona ne moralizira, ne pokaže Mario kot v bistvu zgube, ki je v bistvu zapusti, pač kot nekoga, ki je izdal svojo skupnost. Ne? Ni to ta ideja, ampak kot nekoga, ki ima travmo. Ne? Tako da tu je zelo krasno delo, se mi zdi, opravlja režiserka. Ja, izvolite. Omenila, ker sem bolj stara, da se spomnim, da je antropolog profesor Škerl takele raziskave, takele meritve delal v šolski polikliniki v Ljubljani. Mislim, evgenika je bila strašno popularna in ta izkušnja z nacizmom je najbrž ogromno dobrega naredila, če naj tako rečem, da smo se zavedali, kako je to uničujoče delati razlike med ljudmi. In to, kar mi zdaj ta diskusija je najbolj dragocena, je to, da nas spominja, kako je danes z nami. Recimo jaz premišljam, kako smo mi Slovenci glede svojega jezika pravzaprav dvolični. Na en stran hočemo, da tisti, ki se priselijo, čim prej govorijo in pozabijo, da so imeli svoj jezik, govorijo slovensko, tako kot se spodobi. Ampak ko so pa naši ljudje, živijo v tujini, pa hočemo od njih oziroma se zgražamo, če oni svojega slovenskega jezika otrokom ne prenašajo. A veste, to je nesprejemljivo. Mi se moramo odločiti, ali hočemo tako ali pa nočemo. Ja, hvala za to. Jaz si nisem upala profesor Škrla omeniti, ampak hvala za to. Jaz mislim, da nočem biti pesimističen, ampak te stvari so absolutno žive. Obstajajo, kot veste, gibanje generacije identitete, ki je prisotna vedno bolj množično v Sloveniji in ki govori o supremaciji, torej o superiornosti belske rase. Ne? In smo spet tam. Ne? Tako da zato želim, da bi čim več ljudi videlo ta film in da bi v bistvu lahko tudi od teh ljudi, ki na nek način obujajo te zelo nevarne ideje, lahko stopili, lahko imeli možnost, da bi jim spremenili mnenje. Sicer v tem smislu mogoče imam neke iluzije, ampak vseeno mislim, da če pogledamo preteklost, če razmišljamo, ne, kaj se je zgodilo od 1830 dalje, kako je to zelo hitro bilo v porastu potem, ne, in kako smo danes blizu temu, da z nekimi takimi izjemno rasističnimi predstavami poskušamo potlačiti ekonomske, gospodarske težave in druge težave, ki jih imamo, je to, zaskrbljujoče. Ampak zato se mi zdi pomembno, da smo tu in da o tem debatiramo in da imamo možnost širiti informacije o tem filmu. Tako da se pa strinjam s tem, da smo dvolični, izjemno dvolični, ne samo, kar ste to omenili, tudi recimo dnevno imam opravka z ljudmi, ki živijo v Sloveniji in govorijo druge jezike. In ko se sprehajam s prijateljem iz Italije, ki govori, pove nekaj stavkov v slovenščini zatikajoče, so večinoma Slovenci in Slovenke zelo navdušeni. Če pa se sprehajam s prijateljem, ali pa prijateljico, ki govori in pač z nekim l-jem, bojo pa takoj začeli Slovenci in Slovenke tega človeka popraviti, pa čeprav bo izjemno dosti boljše govoril kot italijanski prijatelj. Tako da tukaj je več dvoličnosti na delu, ne? Zdaj, če je še kakšno vprašanje, izvolite, potem bomo pa Ja, eno kratko vprašanje. Prevod filma se mi zdi zelo čuden. Jaz sem se veliko let ukvarjal z avtorstvom, tako da vem, kako se to svobodno prevaja, vse te naslove po svoje. In meni se zdi zelo čudno, ker v originalnem naslov govori o
krvi ljudstva v najlepšem pomenu in tle je pa proveden z odnosom nekega večjega naroda, nečista kri. Meni je to avtorsko popolnoma nesprejemljiv prevod. No. Me zanima, kaj gospa misli o takem prevodu, ki a je to od avtorice potrjen prevod, pol bi bilo v redu. Hvala lepa. V bistvu meni tudi ta prevod presenetil, res me je. In ne vem, če je potrjeno to, v bistvu bi mogli mogoče vprašati koga drugega tu v bližini. Ja, jaz sem jezikoslovka sicer, ne, tako po svoji osnovni izobrazbi, prevajalka tudi iz angleščine sicer. Jaz se strinjam z vami, tukaj ni prave potrebe po spreminjanju izvirnega naslova, ne. Kot smo videli zdaj, jaz mislim, da izvirni naslov je vendarle švedski, ker samijskega jezika ne poznam, to je jezik, ki je nekako blizu ugrofinščini. Zdaj, kot smo videli, ne, na začetku Sami blud, oziroma jaz sem pol v angleščini tudi gledala, v angleški naslov je ostal pač Sami blood. To sem že prej rekla, ne, Hrvati, Srbi so se odločili za laponska kri, zdaj jaz tle sem imela takoj asociacijo tudi na srbski roman Stankovićev Nečista kri, kot najbrž še kdo iz naše generacije, a ne. Tako da jaz se strinjam tlele. Je pa to vprašanje veliko, ne? Kako bi v bistvu vi dojeli naslov Samijska kri, če sploh ne vemo, da to niso, če smo do zdaj mislili, mnogi v Sloveniji mislijo, da so to Laponci, ker še ta izraz sploh ni uveljavljen, je pač tak verjetno bolj populističen Laponska kri, kar bi spet pomenilo katastrofo, ker so v bistvu je bistvo tega filma pravzaprav utrjevanje njihove samoodločbe glede imena, ne, tudi, ne, in življenja. Ja, bom pa jaz Barbari, ki je danes žal tukaj ni, ker ima hčerko bolno, bom pa jaz ti tale pomislek prenesla, ja, ker to so, pač naslov filma je zelo pomemben, ne, pa ne zdaj samo za nas, ki smo film videli, tudi za tiste, ki filma, tudi za tiste, ki filma niso videli, ne, ker po drugi strani pa to, kar si ti, Uršula, rekla, naslov je le nekaj odločilnega za povabilo v kino. Izvolite. Samo še trenutek, ja. Zdaj za gospod strokovnjakinjo seveda Eskim pa Laponc nekaj želijo, ampak mi živimo tako daleč stran od teh narodov, da jaz nikoli nisem razumel, da bi bil Eskim želijo ali pa Laponc, in ta hrvaški prevod se meni zdi odličen, ker naše okolje, saj jaz tako mislim, absolutno ne sprejema izraza laponski kot nekaj željivega, ampak mi smo na to navajeni, ne. In to je zdaj kaj pa stroka, ampak mi smo ljudje in jaz ne vidim tle nič narobe in ta hrvaški prevod se mi zdi odličen, da en Evropejc klele malo nižji dol razume, zakaj približen gre. Hvala. Ja, jaz mislim, da pač vsak ima tu svoje mnenje, ne bom vsiljevala svojega mnenja drugemu, ampak pogledajte, ko smo nevoljnič nam reči, da smo ne vem, Slovaki, ne? Bomo takoj začeli popraviti, recimo, da nam en človek iz ZDA reče, vse vi ste Slovaki. In tako rečem, kako ta človek ne ve, da smo Slovenci, ne? Zelo smo nevoljni. Mi smo v bistvu precej kasneje dobili svojo državo in tudi recimo, kot recimo, kakšna druga pač ljudstva v Evropi in zagotovo je nam recimo, ko nas nekdo drugače naslovi, kot bi želeli, da smo sami naslovljeni, to pomeni neko nespoštljivost, milo rečeno. Ta isti občutek imajo drugje. Tako da jaz mislim, da ne gre toliko za geografsko distanco, v mojem, pač saj jaz ne vidim bistvene zadeve glede geografske distance, bolj vidim v smislu podobne izkušnje, ne? A ni to, da imamo podobno izkušnjo, ko nas naslavljajo Slovaki, ne? Nam lahko ta podobna izkušnja približa Samije v njihovi želji, potem, da ne bi bili imenovani Laponci. Čisto tako.
Ja, tale prevod tega naslova je kar taka huda prevajalska zadrega, no, ki tukaj, če lepo rečemo, mogoče ni bila najbolj optimalno rešena, no. Zdaj, vi veste, tisti, ki večkrat ostanete na pogovorih, da jaz rada pozitivno zaključim, a ne? Ja. Tako da bi tudi danes pozitivno zaključila, pa bi izkoristila tole priložnost in bi Uršulo vprašala, da mogoče zaključimo s to glasbo. Jojk glasbo, ki smo jo večkrat v filmu imeli priložnost slišati in je očarljiva, gre v neke globine, mogoče malo več o tej glasbi. Če boste imeli priliko, vas vabim, da mogoče pogledate za kakšno jojk glasbo. V bistvu, kot sem že prej rekla, jojk je njihovo tradicionalno petje, prenaša se iz roda v rod. Gre za to, da so jojki izjemno povezani z mističnostjo, z duhovno razsežnostjo njihovega življenja. Nič nismo govorili o religiji in duhovnosti, ampak v bistvu sami imajo šamanizem, imajo veliko različnih obredov, ritualov, recimo obred lovljenja medveda. Zelo pomembna je tu glasba, ne? Šamanski boben njihov in tudi v bistvu ta glas, ki je v bistvu način petja je mističen, ne? Je v bistvu se takoj čuti neka ritualnost, neka duhovnost in kot rečeno, običajno namenjen nečemu, torej jojk je namenjen osebi ali živali ali pokrajini, običajno, ne pa vedno, ne? Zato je v bistvu jojki so namenjeni temu, da ne pozabimo, ne? Da se v bistvu neko osebo, neko žival, neko pokrajino ne pozabimo. To je to, kar vemo o jojkih, je pa še zelo veliko zapovedati, tako da mogoče ob kakšni drugi priložnosti. No, zdaj tudi razumemo, zakaj najmlajša sestrica jovka, kadar ji bo zelo težko. Hvala lepa, Uršula Lipovec-Čebron, hvala vam vsem, ki ste ostali. Še opozorila bi vas, da se vidimo že čez 14 dni s filmom, ki je na nek način podoben, pa spet ne, ampak mogoče lahko gledamo tudi naslednji film z naslovom Prijazna dežela kot nekakšen dvojček k filmu Nečista kri. Šli bomo v Avstralijo, ravno tako v 30. leta in ravno tako v to dvojnost življenja priseljencev in staroselcev. Super. Hvala vam.